opažamo vse več ponudb zdraviteljev, novih tehnik, metod, bioenergetikov, energijskih izdelkov, duhovnih knjig, društev za pomoč, delavnic, predavanj za osebnostno rast. Komu lahko zaupamo, da ne naletimo na šarlatane? Projekt Svetovit bo z izborom najboljših izdelkov, programov in izvajalcev na področju zdravilstva in osebnostne rasti v Sloveniji ločil zrno od plevela. S pomočjo izbrane strokovne komisije bomo tako v 8 kategorijah s certifikatom Svetovit izbrali tiste, ki so vredni našega zaupanja. A brez vas ne gre in vaše izkušnje štejejo. Delite z nami svoje mnenje, s kom ali s čim imate dobre izkušnje, kaj vam je pomagalo in dalo prave rezultate. Spletno glasovnico najdete na www.podelitev-svetovit.si, sicer pa jo poiščete tudi v reviji Karma, Misterij in drugi. V drugi fazi izbora Svetovit vam bomo zaupali, kdo so nominiranci posamezne kategorije. V Cankarjevem domu 23. marca pa se bo zgodil edinstveni dogodek v belem, kjer bomo podelili kipce Svetovida 8 zmagovalcem kategorij Svetovit. Pa poglejmo kategorije. Energijski izdelek, izvajalec zdravilstva, alternativne, komplementarne, integrativne medicine, izvajalec storitev na področju celostnega osebnega razvoja, društva z področja celostnega osebnega razvoja, knjiga slovenskega avtorja, spletna stran, radijska ali televizijska oddaja ter posebna kategorija prispevek k prebujanju in ozaveščanju Slovenije. Spletno glasovnico najdete na www.podelitev-svetovit.si ali v tiskanih medijih. Prosim torej za vašo pomoč, zato da skupaj z vašo pomočjo odkrijemo in izpostavimo tiste, ki so vredni našega zaupanja. Torej, če imate s kom res dobre izkušnje, pa ne s kom, tudi s čim, dajte izpolniti glasovnico na www.podelitev-svetovit.si, da izpolnite torej glasovnico, da oddate svoj glas, kajti v marcu leta 2017 bomo torej izbirali tiste, ki si ta naziv in ta certifikat tudi čisto zares zaslužijo. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, obilje. Na kaj pomislite, ko slišite besedo obilje? Verjetno na to, da ni suša v denarnici. Fajna, ne, če ni suša v denarnici. No, in 29. ob 6. se dobimo v Ljubljani v industrijski coni Stegne in sicer z namenom, da vam bo predana modrost. In sicer izbranih energijskih tehnik za privabljanje finančnega obilja. Ampak ne samo finančnega obilja, tudi vsega ostalega obilja. Ker ko enkrat posveti zelena luč za obilje, potem je to. Vam povem, potem je tudi obilje zdravja in obilje vsega lepega, kajti obilje je naše tisto osnovno stanje. Torej, prijava na 026200 230, 29. se torej vidimo ob 6. uri, lahko prijete že majčkeno tja in izbrane energijske tehnike za privabljanje finančnega in torej drugega obilja. Zdaj pa takole. Danes vam izdam eno izmed tehnik privabljanja obilja, ki jo uporabljam, in sicer je to uporaba Feng Shui koledarja. Feng Shui koledar mi pošilja Tanja Glažar in danes bova govorili o prav posebni energijski tehniki. Rože so nekaj vključene, ne? Rože je simbol zelo močne yang energije. Recimo krizanteme so zelo cenjene. Ja, pri nas za nabritov, drugače so pa to rože veselja in sonca. Poglejte, krasne rumene krizanteme. Prinašajo tudi ljubezen, optimizem in blagostanje nasploh. In tak šopek doma je krasno imeti, sploh v tem času, ki so aktualne. Mi ne bomo stavili krizanteme aprila ali pa maja, ampak v tem obdobju so krizanteme tiste, ki prinašajo blagostanje, veselje in optimizem v vsak prostor. Drugače pa z ljubezen, recimo, da imamo blagostanje na področju odnosov. Potonike so ene take, ki privabijo blagostanje, magnolije in pa ne nazadnje orhideje. Zelo nezahtevne, ampak orhideje so tudi v bistvu dobre za kariero.
ne samo, če damo na pravo mesto, na področje, kjer je področje karijere, nam bo karijera zacvetela. V tem smislu enako kot rastlina. A res? Ja. Se pravi, že moramo poskrbeti za njo, ampak na pravi lokaciji je to kot, da pritisnemo na meridian pri kakšni energijski akupunkturni točki, se to sprosti in takrat obilje steče. Se pravi, ta energija steče. Prostor je treba pripraviti, rastline so pa krasna stvar za te stvari. Za blagostanje, recimo, je pri nas najbolj znana tostica. Poznana je tudi kot z angleškim izrazom money plant. Drugače pa je rastlina bogastva, prava money plant, ki se uporablja zelo pogosto v Maleziji, Indoneziji in teh azijskih državah, zlati potos. Oni jo imajo že vsejeno v vrtu, ker so pač tam tropsko podnebje toplejše, na obuhodih, na vrtovih in pa seveda tudi noter. Pri nas sem jo velikokrat videla v hišah, včasih je bila zelo moderna, zdaj je mogoče malo manj, ampak ne smemo jo zanemariti, ker prinaša in tudi hkrati tudi čisti prostor. Spada med top feng shui rastlin, ki čistijo prostor. To pač se nisem sama zmislila, brala sem raziskave, ki jih je delala NASA in je objavila tudi, katere rastline čistijo prostor. Pred raznimi umetnimi snovmi, recimo strupi, ki jih prinesemo noter v stanovanje, kot so formaldehidi, trikloridi in tako naprej. Vse to pa dobimo lahko ali v čistilih, v detergentih, v preprogah, v raznih praških, lakih. Recimo laminat, ki položimo, je tudi poln formaldehida. In rastline, ki čistijo prostor, so več kot dobrodošle in nam naredijo tudi tako, kako bi rekla, prijetno energijo. Ne samo, da spreminjajo ogljikov dioksid v kisik. V tem smislu. Ena takih rastlin je tudi gerbera, recimo. A res? Gerbere? Ja, lepa cvetoča gerbera. So, niso zelo, trpežne. ali pa azaleja. Mi poznamo sicer azaleje več v vrtovih, zunaj, ampak imamo tudi azaleje v lončkih. Se spomnimo, stara mama jih je imela zelo rada na okno in so tudi cvetele, takrat, ko ostale rastline še niso. Potem ena takih rastlin, ki čisti, je spatifil, je fikus, ki ga imava tukaj zraven pri pultu. Spatifil je tale fikus? Ne, to je fikus, ja. Spatifil je pa ena taka rastlina, ima široke, dolge liste, pa belo cveti. Zelo lepa. Izjemno, pa tudi ni tukaj zahtevna. Jaz imam tako veliko doma. Ravno iz tega naslova, ker sem prebrala, da puca prostor. Potem je tukaj še dracena, pa verjetno bi našli še kakšen filodendron, aloe vera, sansevieria, mogoče bolj znana kot taščin jezik. Pri nas je na tako čudno ime, ampak zelo, zelo koristna. A res? A ni taka, da ima negativne puščice? Ne, to stavimo ob okno, kjer nas v bistvu lahko ščiti pred negativnimi puščicami, ker je kot, ko bi rekla, kot vojaka, stoji po konci in brani pred udorom slabe energije. Zanimivo. Ja, drugače pa tale šopek, tukaj zdaj lihkar urejaš, s krizantemami. Krizanteme prinašajo blagostanje v družino, v prostor, optimizem, sploh te rumene rože. Na vzhodu so zelo cenjene, ni tako kot pri nas, ko se jih spomnimo samo okrog 1. novembra. Dejstvo je, da krizanteme bi mogle razveseljati nas cel november tudi v stanovanju. In moram reči, da se popravlja tudi naš odnos do teh rastlin in se jih velikokrat opazila tudi tako kot lepi posodi pred vhodnimi vrati, pri vhodih, ker rože so trpežne, zdržljive in prekrasne s temi cvetovi. Poglej to, ta sončen rumen cvet. Ta sončen rumen cvet je fantastičen. Drugače pa rastline, ki so zelo primerne za blagostanje, je tudi recimo orhideja, ki jo postavimo tam na področje kariere. Potem so vse čebulnice. V vrt bi svetovala, zdaj je čas, da se nasadi narcise, tulipane, podleske. Čebulnice so to, čebulnice. Potem imava recimo za ljubezen, v vrtu magnolija je prekrasna. Če bi pa želeli v stanovanje, v prostor energetizirati, pa damo cvet magnolije v prostor, v vazo ali pa mogoče potonike. Tudi potonike se sadi recimo v jugozahodno področje v vrtu, doma v vazi ali na sliki pa energetizirajo prostor za ljubezen. Potem obilje
blagostanje, bogatstvo, prinašajo tudi vsi ti prvi pomladanski cvetovi, mandljevi, slivovi, češnjevi cvetovi. Zelo, ne vem, če se spomniš, forzicije, ne spomnim se točnega slovenskega izraza, ampak rumeno cveti. In če v tem času tudi odrežemo kakšno vejco, prinesemo vsa ta cvet, vsa ta veja, ki cveti tudi po zimi v prostoru, prinaša to blagostanje in obilje. Tako da, rastlin je ogromno, mi jih samo moramo znati izkoristiti za pravo rastlinico, za pravi namen. In seveda, kar je bistveno pri blagostanju, ko mi damo eno rastlino in šopek, mi moramo vedno zraven vedeti, s kakšnim namenom. Ne kar nekaj, ne, zdaj smo tukaj naštimili krizanteme, pa tukaj ne bodo, kar je Tanja rekla. Ne. Mi, ko delamo to, vedno delamo z namenom. Takrat se aktivirajo kanali, pretok energije in meridijani. Seveda je pa bolj, če postavimo rastlino na tisto področje, ki je za to potrebno, ne? Ampak tu že rabimo feng shui svetovalca, recimo. Ali pa koledar vse. Ali pa koledar, kjer je zapisano točno, kam vsak mesec kaj postaviti, da se energije uskladijo, da imamo mi veter v hrbet, ne v prsa. Zdaj ti bom pa nekaj povedala. Priznam. Dobila sem tvoj koledar in postavila sem v mesecu novembru točno na tisti konc, zdaj ne vem, kje razmer je že, sem postavila, pa še slikala sem te. Krizanteme, pa neki z temi kokar plodovi, pa zraven sem dala še kristale tja, pa sem jih programirala, pa zraven sem dala še fontanco, pa grabovojeve kode za obilje sem si postavila in sem jih tam, pa zvončke sem si dala tja. V enem tednu je prišlo veliko nepričakovanih evrov, ki so zleteli na moj račun. Tako je, samo odpreti se je treba, blagostanje je tukaj. Moraš pripraviti teren in gre. Sicer pa sej, kako bi rekla, ti si primer, kako se to dela. In jaz lahko, recimo, če izkoristim ta trenutek in povabim gledalce na tvoje predavanje, ki ga boš imela 29. novembra. Meni je zelo žal, ker ne bom mogla priti, ker pač ne bom v Sloveniji v tem trenutku. Niti žal, na Šrilanki boš, ne more ti biti žal. Malce pa mi je že, ker vedno to slišati iz prve roke, od človeka, ki to res dela, uresničuje in živi, je vredno zlata. Hvala lepa. Zelo lepa, hvala. Vabljeni torej 29. na to predavanje. Sej pravzaprav ne gre tukaj za moje znanje, da bi jaz iznašla toplo vodo, ampak gre za to, da vi, gostje, obiskovalci, prihajate k meni, mi podajate modrosti, jaz pa sem tista, ki potem vse to zbere, preverim na lastni koži in vidim, aha, to pije vodo, to dela in potem dejansko dam vse skupaj. Tako da vsi vi, je moje predavanje, ampak vsi vi ste deležni dejansko oziroma zaslužni za to, da to predavanje potem sploh se lahko naredi, ker gre za vaše znanje in ljudje potem tudi spoznajo za več informacij, na koga se obrniti, za kakšno zadevo. Tako da feng shui je definitivno ena izmed takih stvari, meni se je življenje obrnilo na glavo, ker sem začela upoštevati feng shui, ampak tisto, ker sem sama nekaj glavo v pozitivnem smislu. V pozitivnem, v bistvu iz glave na noge. Ja. Ampak ne tisto, ker sem nekaj sama, ker sem videla, da feng shui ni ena stvar, ki bi ti lahko sam zdaj vse v 100% naredil. Rabiš feng shui svetovalca in to je najboljša naložba, kar lahko narediš zase pa za svoj dom. Hvala, res je. Sama to živim, sama to delam, tako da ne bi mogla početi stvari, katere ne funkcionirajo. Pač rojena sem kot tak človek in tako sem študirala. Je pa res, ne, da zakaj si ne bi pomagali, če si lahko. In mene veseli, če bodo danes po oddaji kakšen šopek več in kakšna večja rastlina v našem slovenskem domu ali pa mogoče v poslovnem prostoru kakšna večja tostica. Ampak je pa treba rožo dati ven, kadar začne kazati znake, da umira. Ja, takrat je pa treba malo tudi pri sebi pogledati pa preveriti, kako smo mi delovali v tem, ker seveda, vse je akcija, reakcija. Vse je akcija, reakcija. Tako, treba je malo popaziti. Moram pa reči, da sem prejšnji teden govorila z enim sodelavcem od moje dolgoletne stranke, ki je kupil rastlino za to podjetje, se pravi za to delovno mesto, kjer je in
s to hvaležnostjo, ker njegov delodajalec pač da veliko na feng shui, veliko dela. In ko je videl, kako skrbi za ta prostor, rekel, bom še jaz svoje doprinesel in je kupil tako ogromno tostico, ki zdaj krasi tisti prostor. In mislim, a ni nekaj lepega, da tudi sodelavec to občuti in da prinese blagostanje, ki potem deluje za vse. Wow, za vse dejansko. Ja. Jaz moram reči, da sem bila prijetno presenečena in zelo, zelo vesela, da imamo take učinke in tudi podjetje, da se širi vsa ta leta, 8 let delam z njimi zmeri večji. Ampak veš kaj opažam, recimo, tudi velike korporacije, pa takle, recimo, pridem v kako trgovino, ne vem, tuje, prestižne, luksuzne, blagovne znamke, čuj, veš, veliko si me že naučila, začnem takle malo gledati po trgovini, pa čakaj malo, tam je kot obilja, tam je to pismo. Ja. Dobro so vedeli, kam so kaj postavili. Kam so kaj postavili. In točno se vidi, ne, v teh shopping centrih, katere so tiste trgovine, ki životarijo. Točno se vidi in se jih lahko menja 5, 10, 15 lastnikov oziroma najemnikov, pa še vedno trgovina ne bo šla. Malo več, malo boljš, ampak zlata jama ne bo. Ker pač neke določene točke je treba drugače stimulirati kot ostale in ena področja so slabša, ena so boljša. Ne. In treba je vedeti, kam se postaviti v določenem trenutku na določen kraj. Evo, odlično. Zdaj, ko smo že ravno pri tem, za neko razsvetljenje ali pa uvid, katere rastline bi nam priporočala? Ena taka zelo značilnih rastlin je lotus, ki široko odpira cvet. Pri nas mogoče doma lokvan. Če se boste kdaj sprehodili ob Blejskem jezeru v pravem času, pa tudi ob Koseškem bajerju, zna kakšen lokvan lepo zacveteti. Uživajte v tem razsvetljenju, ne, kako se odpre ta belina. Če pa damo doma tudi kakšen tak cvet v vodo, pa se lahko lažje umirimo, sprostimo, pomeditiramo. Mal prej, da se pripravimo na ta divji december, ki, kako bi rekla, pregovorno je to vesel december. V bistvu se pa narava takrat zapira in bi se mogli mal bolj poglobiti vase, da bomo bolj umirjeni šli čez praznične dni. To sem pa ravno zadnjič brala, da decembra bi se mi mogli najbolj umikati vase, najbolj biti v sebi in se tudi pripravljati na energije, ne? In energije novega leta dejansko. Tukaj imamo pa alkohol, pa zabave, pa vse ostalo, kar je v bistvu glih kontra vsemu temu, kar bi mogli. Kar bi mogli, ja. V bistvu bi se mogli umiriti, narediti kakšno energijsko očiščenje in se pripraviti na nove, sveže energije, da si napolnimo baterijo. V končni fazi tudi narava si v tem času nabira energijo. Čuj, veš kaj, zdrav človek ima 1000 želja, bolam pa samo eno, biti zdrav. Katere rastline na hitro za zdravje? Bambus. Bambus. Prvi in edini je bambus. Sicer pa drugače bi rekla, vsaka lepa in zdrava rastlina na vzhodnem področju. Pa tudi vse cvetoče veje po zimi, kot sem preomenila, ampak bambus je tisti trden, čvrst, upogibljiv, ampak se ne zlomi. Odlično. Kaj pa karijera? Karijera, orhideja. Orhideja, tolstica, cvetoče lončnice, ampak prva je orhideja. Prva je orhideja. Evo ga, orhideji ni nikoli preveč, pravijo, pa tudi, kad tako lepo cvetijo, se vidi, da prava energija gre v pravo smer. Odlično, za novembra je takšen šopek tisti tak, ki mora biti. Jaz sem sicer dodala krizantemam še manjši sadeži, recimo neki plodovi. Videla sem tvoj šopek. Fino je, če imamo še kakšen plod, ker jesen je čas obilja. Se pravi, takrat, ko mi pobiramo plodove, to, kar smo celo leto sadili, negovali, nam zdaj vrača nazaj z obiljem. Se pravi, si lahko naredimo neko ikebanco, pa zdrav malo jabolk, pa kaj takega. Lahko si naredimo posodo obilja. Še bolj pripravno pa je, če imamo skledo s sadjem, tako kot tukaj, pa cvetje na mizi. To je, jaz bi rekla, temu novemberski tip-top feng shui. Novemberski tip-top feng shui. No, ko priješ pa decembra nazaj, pa bi imeli tudi decembrski tip-top šopek in vse ostalo. Takrat bodo pa venčki, smrekce in ostale aktualne zadeve. Ampak kakšni venčki, kaj zraven dodati za to, da privabimo obilje, pa zdravje, pa vse lepo? Ja, pa na katero področje postaviti letos smrekco za odnose ali za blagostanje? Aha, vse to prihodnič. Lepo se mej na Šrilanki, uživaj, nasonči se in prideš polne energije znova nazaj. In novega znanja. Yes, tako je. Evo, še nekaj ur in Tanja gre na letalo proti Šrilanki. Mi pa se veselimo 29. torej predavanje o energijskih tehnikah za privabljanje obilja. Obilje je naše naravno stanje in ne pridete samo zaradi tega, da boste imeli polno denarnico, je to ena izmed tistih posledic, ampak da se boste naučili opažati
čutiti, videti in živeti obilje na vseh področjih. Torej, vidimo se 29. Bo tale v redu? Kaj pa število rož? Ja, več kot 8. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.